Pa ti si bila vedno suha, kaj? Ti ne moreš nič reči. Bodi debela, pa boš videla. Ja, res je to. Slačilnica. Večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, Slovenija je izpadla, mi trije pa nismo. Ne še nikamor. Dobrodošli v novi epizodi, zelo posebni epizodi rahlo neurotičnega večerovega podcasta Slačilnica. In o moj bog, kak teden teče. Eurovizija, mi imamo posebne eurovizijske slačilnice in je to leto mojega eurovizijskega štrajka, prirejam svoj mali hišni party v svoji roza dnevni sobi z mojimi najljubšimi gostjami iz slovenskega show biznisa. Klepetamo, obiramo, čenčimo, vse, kar je, komentiramo Eurovizijo, kar je najlepša stvar na svetu. Mimogrede, posledite nas na Spotifyju, sledite Slačilnici na YouTube večer.com, Apple Podcast, povsod smo. Dragi moji, Nika Maroč-Čekur in Natka Gržina, dobrodošli na mojem eurovizijski žurki. Zdravo, zdravo. Dober dan in najlepša hvala za vabilo. Koga drugega, če ne vajo. Kako kaj teče vajen eurovizijski teden? Moj je kar dober, moram reči. Mene zanima, kako dolgo, kdaj si ti to najprej že pregledal te pesmi? Ja, že kak mesec prej pa že. Si malo to vrtel. Pa še kar nimam nekega izrazitega favorita. No? Tak nekaj mi še manjka letos, mogoče pa bo v finalu se to zgodilo. Ta operni Avstrijec mi je recimo zelo všeč pa tak, ampak ni čisto moje leto, ampak ni pa slabo. No, dobro. Glavno, da smo zdravi. Kako sta kaj preživeli prvi in drugi polfinale? Ja, ne vem, jaz sem v bistvu spremljala, včasih uživala, včasih manj uživala, malo sem bila razočarana, da Klemen se ni uvrstil, ker vseeno mislim, da se je kar potrudil, pa da je dal vse od sebe. Res je, se mi zdi, da so ga ljudje kar pričakovali, najprej, ko se je izvedlo, da Klemen tekmuje, da so ga pričakovali, da bo on zdaj nekaj bolj zabavnega pel, ne, ker ga tako poznamo, in da je bilo malo razočaranje od ljudi, ne, zakaj je tako mirno poje, ampak vseeno se mi zdi, da je on vseeno hotel poiskati neko avtentičnost, ne, na odru, da bo on sam sebe predstavil, ampak kak najboljše, da ti čutiš pesem, ne, in se mi zdi, da ta zgodba je res bila nekaj, kar tak. Všeč mi je bil element, ko se obrne na glavo, ker se mi zdi, da se ti celo življenje v takem obrne na glavo, ne, kot se je njemu, pa potem to zmagoslavje. Lepa pesem, no, samo ne vem, če si ljudje tega želijo, da prepevajo na Evroviziji o takih temah, no, se mi zdi, da bi radi bolj bili na Juriš. Ne, to se mi zdi, no, da mogoče drugače pa vse čestitke Klemnu, no, meni je res žal, da ni bil uvrščen. Nika, se je tebe Klemnov nastop kakorkoli dotaknil, ganil? Pa ja, zelo podobno, kot je Natka rekla, čeprav se mi zdi, da jaz mislim, da tu ni pravega recepta za naprej priti, da v bistvu nikoli ne zmaga pesem, ki pač, ne vem, se vsaj mene nekako dotakne ali pa nekaj, zato ker je tu toliko ljudi, toliko nekih čustev iz celega sveta, zdaj že v bistvu, ne samo Evrope. Toliko je nekih držav, ki polarizirajo na takšne in drugačne načine in potem zaradi tega pridejo naprej. Tu je toliko nekih stvari, se mi zdi, ki potem obrnejo glasovalno telo v nekaj drugega, da je tako težko predvideti. Ne? In mi smo taka mikrolokacija, ki v bistvu potem, če se tebe dotakne, je tako mala verjetno, da se bo še celega v bistvu ostalega sveta. Ne? V bistvu njim ta zgodba mogoče se sploh ni zdela pomembna, ker je toliko, pa ne zato, ker ni pomembna zgodba, ampak zato, ker je toliko drugih, mogoče bolj pomembnih, bolj odmevnih zgodb bilo v tem letu, da potem so tiste države v bistvu, ne. Na koncu, če pogledaš neko zgodovino, vedno grejo države v bistvu naprej, ki v nekem pogledu skozi leto polarizirajo. Ne? Ali je to v nekih ključnih zmagah v športu, ali je to v nekih ključnih političnih potezah, ali je to celo v vojni, ne? Kakorkoli, ne? Ali si na njihovi strani ali ne, na koncu vedno glasovalno telo se obrne tisto, kar največkrat preberejo v časopisih. Ne? Slovenija, ko pošiljamo predstavnike na Eurovizijo, mi zmeraj rečemo, da mi ne igramo na karto spektakla, ne na zadnji spektakl tudi nekaj stane, ne? Ampak mi stavimo na kakovost, na zgodbo, na intimno vzdušje, vedno ugašamo luči med slovenskimi nastopi in podobno, ne? Zelo skromni so pravzaprav, ne? Ali mogoče mi malo precenjujemo Eurovizijo in ali nas je mogoče škoda za Eurovizijo?
Jaz sem to izgovoril. Pa ne vem, jaz ne bi rekla, da nas je škoda za Evrovizijo. Ne vem, vseeno to moramo imati, če se gremo to, potem moramo to imati kot eno pač tako, en taki, ne vem, Luna Park bi jaz temu rekla, ne. Dobra beseda. In ne vem, meni se zdi to za promocijo Slovenije, zato da smo zraven, zato da, ljudje uživamo, ko gledamo Evrovizijo. Jaz jo gledam že celo življenje, živimo zato, ko smo bili mali sploh, ko ni bilo drugega po televiziji, smo čakali ta festival, ni bilo drugega, ne. In smo, ne vem, ocenjevali se, pripravljali, ne vem. In meni bi bilo škoda, da Slovenija ne bi tekmovala, pa da ne bi bila zraven. No. Jaz mislim, da se moraš soočiti s tem, kam greš in pač poslati nekaj takega, pa pač iti za zabavo. Vse tak in tak mi nimamo nekih pričakovanj, no, mogoče finale, vedno se več, pa tak in tak ne. Ampak se nam je dobro uspevalo zaenkrat to finale. Pravzaprav pa res. Ja, smo imeli kaj eno dobro serijo. Ne? Nika, po mojem, nisi med kislimi poraženci, ne? Ki bi kuhali za mero, ali pač? Ne, tako kot je rekla Natka, pač važno je sodelovati, se fajn imeti, vzeti to kot neko zabavo. Spomnim se z otroštva, smo to tako radi gledali, res, to je bilo. To pa hokejske tekme so bile pri nas doma, no, tako da povem, ne. To smo najbolj navijali vedno. Za koga ste navijali? Pri hokeju? Ja. Oni, ko se je najbolj tepo, A imate svoje najljubše evrovizijske spomine? Iz dveh družinskih časov, ne vem. V bistvu moj prvi pa edini je Tajči še vedno. In tako kot, ne vem, se je usoda v mojem življenju poigrala potem s Tajči, ne, da sva v bistvu zdaj prijateljice in poslovno sodelujemo in vse to mi je še zdaj tako neverjetno. No, to tako prav ni dolgo nazaj, mislim, da 1-2 tedna nazaj sem mamo mojo tudi povabila zraven na koncert Tajči v Areno Zagreb, 25,000 ljudi je bilo, ona je nastopala in pol smo stale tam in gledale dol vse to in sem rekla, mami, a lahko verjameš, da od one oranžne kasete, ko si jo mogla skozi imeti v svojem jugecu ali petko, ali kaj smo imeli takrat in smo jo vrtele skozi, da smo zdaj tukaj njene gostje pred 25,000 ljudmi. Mislim, tak je včasih življenja, ne? In to je res, recimo Tajči je bila meni, pa nikoli nisem bila niti na glasbo preveč, niti neki strašen fan bilo koga, potem tudi kasneje, da bi imela nekaj, da bi bila fan, ne vem koga. Ampak ona pa mi je res nekako tako se vsedla v srce takrat in evo. Tajči bo zdaj par minut malo ključna beseda, ampak Nika, kje spoznaš Tajči? Mi smo jo iskali kar nekaj časa, potem ti si jo našla in si mi jo pripeljala decembra v slačilnico. Tik preden je nastopila na trgu Leona Štuklja. Ja, res polnem trgu, ne? Ja, res. Tako da v bistvu ta nostalgija v bistvu ni samo v meni, očitno veliko generacij in ljudi, tudi v Mariboru, ona še vedno nagovarja. Tako kot je vse v življenju, tudi to bilo naključje, čeprav sem ti prej rekla, da ni naključje v življenju. Ne? Slučajno smo v bistvu v Lisinskem, sem bila na enem koncertu in je ona zraven mene sedela. Nisem vedela, da je ona, pol koncerta nisem vedela, da je ona, dokler se ni vstala, pa šla na oder za pet, ker je bila gostja v bistvu in potem se je vsedla nazaj in jaz tako, in potem sva beseda da besedo, ne, ker jaz ne šparam besed, ne. In potem smo spile še par pijač doli v tistem baru in smo ugotovile, da v bistvu bi mi dva lahko bile prijateljice. In zdaj sta zelo dobri, ne? Ja, res je. Nisi pa edina, ki je tukaj kadarkoli videla Tajči na odru, ne, kolikor vem. Natka, bila si na po mojem najljubši Evroviziji, ki je nisem doživel v živo. Bila si v Zagrebu leta, a je to bilo kaj? Se ne vem, kjerega leta je bilo to. 89, več ne vem, da je bilo pozabo. Ampak legendarna jugoslovanska Evrovizija. Ti si bila tam? Ja. O, moj Bog. Mene je moj ati peljal tja, je pač bil VIP, ne, ker je pač se ukvarjal z glasbo in jaz takrat sem bila mala, ne, mlajša in je rekel, daj pridi z mano. Vse sem mojemu očetu zelo hvaležna, ker me je vozil po vseh teh stvareh, da sem jaz pol res to navdušenje dobila do glasbe in do nastopov in do menedžerstva. In sva šla tja, spomnim se zaprtega Zagreba, da so bile ulice, ceste, cel center je bil zaprt, tega se spomnim, da je skozi kazal neke karte, da so ga skozi spraševali, pa sem mislila, kot je to, kot da bi bila vojna, mislim, tako se mi zdelo, neki okupatori, sem jaz imela takrat pomislek. Potem se spomnim, kako smo sedeli tam pa čakali na nastop in je potem tako prišla Tajči.
S tisto frizurco, kiklico, lepa, vsi ti novinarji okrog nje so jo fotografirali, prav taki krogec ljudi je hodil tako zraven nje, da si jo prav težko videl v tisti krogec in pol Tajči pride in pol smo tako gledali in sem mislila, kako bi jaz bila enkrat tak. Tak mi je bila všeč in sploh pa na odru s tistimi muveki in to ona tako lahkotno prezentirala to. Mislim, to je bilo, res je bilo, meni je bila ona daleč najbolj všeč. Jaz se sploh drugih izvajalcev ne spomnim, ne. Vem, da smo bili zaradi Rive tam, to vem, ne. Ne. Ampak Tajči je pa ono bila, jaz sem rekla, Tajči pa zmagala. Tako da je tak, lep spomin, no. To je moja edina Eurovizija, kjer sem bila, no. Zanimivo, Tajči nas povezuješ, Tajči, connecting people. Ne? Ja, res je to, ne. To so hiti, ko je, glej, ne moreš, ne moreš. Obe sta ženski šov biznisa, vesta, kaj je dober šov, ne nazadnje. Kako pa vam je všeč letošnji šov? Pod temi Alpami na odru, švicarskimi, veliko se dogaja. Vsak se po svoje trudi, ne. Jaz imam rada šov s plesalci, zato ker sem pač iz tega foha, tako da rada gledam koreografije, korake, prepletanja, cek gor. So dobri? Kako so to naredili? Ja, recimo, ne vem, Poljska mi je bila všeč, ne. Tam še imamo moške z petami, ki plešejo, ne. Ne, to mi je vedno fascinantno, zato ker moški plešejo boljše kot ženske s temi petami in jaz si tega ne znam predstavljati, recimo, ne. Ampak to je pravilo, jaz pravim, ne, pravilo je vedno, da vedno izstopajo v nekem branži ljudje, ki v bistvu so najbolj ne iz branže, ne. Če pogledaš, najboljši golfist vseh časov je temnopolti, ne, pa je to v bistvu ni šport temnopoltih, ne. Najboljši pop zvezda vseh časov je tudi Michael Jackson, kar ni, ne, v bistvu. Najboljši raper pa je Eminem, ne, kar je v bistvu spet, ne, temnopolti, tako da to je vedno tak, ne. Eminem je kar bel, ne. Ja, se pravim, ne, pa je to muzika temnopoltih v bistvu, ne, recimo, ne, to je vedno tak, ne. Med vsemi kuharji na svetu, ki so najbolj znani šefi, je najboljša Ana Roš, ne, recimo, ne. Vedno, to je vedno tako zanimivo, ne, da vedno tisti ljudje, ki najbolj niso iz te, procvetijo po domače, ne, tako da zato jaz vedno mislim, da je to tak, ne. No, Poljakinja mi je bila zelo všeč, čeprav mogoče glasba ne toliko kot njen šov. Mislim, da je to ženska z izjemno kondicijo, ne, to, ker ta ženska je in plesa, mislim, ne, 52 let je stara, zgleda fenomenalno, mislim, kondicijo, tako še sploh, ko je bil nek posnetek, kak je, se ni mogla iz teh vrvi, ko je letela po zraku, se ni mogla hitro in potem je s petami. Da sem prav parkrat pogledala, če je to možno, da s petami tako hitro letiš. S takimi petami je tako hitro letela, ker je že zamujala koreografijo, ne? Ja. In da to bilo prav, ono reč, kaj si ti nor? To mislim, pa pet, pa violino igrat, pa se obesit, pa ono, pa mislim, super, ne? Šov je šov, zdaj, ali boš, ali ne boš, ne? Ali pa imaš recimo tako kot, ne vem, Švica, meni se zdi pač nekaj čisto minimalističnega, ne? Tako prav nič niso imeli na odru, ne? Ja. Ugasnili so vse luči, lahko bi bila tudi Slovenija, tako je v okviru našega budžeta nastop, ugasnili so luči, bili smo zgolj njo z njeno... Prav ne vem, če Švica glih špara pri budžetu, ne? In letos pa sploh ne, ne? Mislim. Mogoče so pa samo na njej šparali, ne? Švica je ena mojih najljubših letos, moram priznati. Res? Ja, pa ful ne palim na te skromne nastope, ampak ki mi je tak lepa pesem o tem, v bistvu njo, googlal sem seveda prevod, ker ne govorim tako dobro francosko, njo tip zapusti in potem ona vseeno pravi, da je pa vendar šla za njim in šla na to potovanje z njim, da bo kljub temu spala poleg njega to noč, čeprav jo v bistvu on zapušča in tako. No pa daj, Tomi, zakaj ne morajo narediti tak, da bi imeli Evrovizijo, ko jo gledamo, da bi bili skozi podnapisi? Zdaj sem videla samo Italija. Jaz to nisem vedela, da je to možno. Ker to je tako, mislim, da ti samo poslušaš melodijo, pa aranžma, pa si ne znaš besedila predstavljati. To je taki handicap, se mi zdi, no. Tako da, ne vem, jaz bi obvezno to uvedla. Mislim, pazila sem, da če si greš na YouTube pogledat, ne, kaki posnetek, da imajo prevod od spodaj, ne. Ampak se mi zdi, zakaj tega, ne, zakaj samo Italija, ne vem. Nika, imaš že svoj najljubši evrovizijski nastop tega leta? Pa v bistvu meni so bili ful všeč komadi, ki so bolj kot ne vsi izpadli, no.
recimo to, kar si rekel, ta minimalizem, pa tudi Montenegro mi je bil ful všeč, Črna Gora. Ne? Vrnili so se in izpadli nemudoma. Ja, ampak glej, pač tak neki, ne vem, tako si rekel, ta neki, da je res samo pesem, ne? Da je res samo pesem, tako kot Klemen recimo tudi, ne? Da je samo neko pesem, pa neko sporočilo mi je všeč. Ne? Lep nastop so imeli Črnogorci, črno mi je bila pesem malo tečna. Res, meni pa se ni zdelo. Meni je tudi bila všeč. Ja, tak ful recimo mi je takoj ostalo v spominu. Niso mi všeč to ti razni girls stvari, ala United Kingdom in to. Kaj je to bilo? Ne vem. Kaj počne Britanija na Euroviziji s tem? Ne vem. Pa to že leta se šlepajo. Ne, neki musical spominja. Ja. Ja, ali tudi Bridgerton, ali kaj je bila tista serija, veš, na Netflixu, pač to neka parodija na to, ali kaj neke v tih baročnih... Govorimo o državi, ki je ena od velike peterice, ki prispeva ne malo denarja in potem vsako leto pošljajo nekoga, ki ni Adele, ki ni Robbie Williams. Ja. Zakaj mislite, da ni teh velikih imen na Euroviziji? Ne vem, jaz si mislim, da mogoče oni pač Eurovizijo gledajo pač iz nekega drugega vidika, kot da se neke zvezde bi sploh furali. Meni se zdi, da pač oni rečejo, to je tak nek šovček, gremo dati nek šovček, tak mi izgleda. No. Ja, jaz to, se pravim, vsakoletno razočaranje. No. Ste imeli ve kakšno ambicijo, kdaj po Euroviziji, Powerke? Nikoli. Jaz nisem nikoli v življenju tekmovala kot pevka in tekmovala kot plesalka. Meni je ples pa petje, da mi je strast in to mi je fajn, ko tekmujem, ko nastopam. Tekmovala pa ne bi v tem, ker to se mi zdi tak, ne, veš, rizično. To je stvar okusa, ne vem, ne želim iti v to. Lahko zelo padeš, ne? Ja, to tudi lahko, ja. Ja, absolutno. Mislim, lahko tudi zrasteš, lahko si tudi narediš kako ime ali pa nekaj, ne? Oboje imaš rizike, ne? DJ Nika na Euroviziji. Da si malo v arhiv šel, ne? Pa še kaj DJ? Pa tukaj si ste videla take stare DJ-ke. Na Euroviziji. Moče bi mogla imeti kakšen comeback, ne, v bistvu. Ne, v bistvu mogoče za kakšen joke ne bi bilo slabo. Kdaj mogoče... Ja. Veš, to pravi, da je to DJ-stvo na odru, ker vsako leto najdemo koga, letos iz San Marina Gabri Ponte, ne, pravijo, da je v resničnem življenju, da je to staro 30 let, ampak na Euroviziji pa da ta občutek sodobnosti, ne urbanosti, ne ko imaš DJ-ja na odru. Pa tako dosti krat se mi zdi, da je pač na Euroviziji vse tako malo sfejkano. No. Predvsem, kaj mene moti na Eurosongu, pa to najbolj me rockerji motijo. To se mi zdi, da edino, ko vidim to te ogne, pa na pol nage, pa počrnijo pod okami, pa ko oni to so žagajo, kao, ne. Tako malo iz 80-ih, ne? Ja, to je edino, ko se mi zdi, gled, pravi rockerji ne bi šli nikoli na Eurosong. Tako da to je 100% fake, ne. Če niso našemljeni v gumijaste pošasti, ne? Recimo, tako so bili lordi. Recimo, ne. Zdaj smo se super ogreli, zdaj smo pa na hitro preleteli nekaj highlightov vrhuncev prejšnjega večera, tudi če niste zelo pozorno spremljali. Princ iz Srbije in zgodilo se je to, da je izpadla tudi Srbija, da je izpadla tudi Črna Gora, da je izpadla tudi Slovenija. Tako da po letu 2013, kar je bil Malme, spremljamo spet eurovizijski finale brez ene bivše jugoslovanske države. Kakšno mnenje o Princu? Zelo mi je bilo všeč pesem. Zelo se mi zdi, da ne vem, zakaj ni bila tako slišana, ne vem. Ne vem, meni je zelo, tipček mi je dober in vse mi je štimalo. Zelo mi je žal. Ja, podpišem se pod natko, super, tako izgled, pesem, performance, vse. Jaz pač mislim, da tu zadaj bo trovalo temu, da pač na Balkanu se letos nič ni kaj drugega drastičnega zgodilo. Zato pač ljudje malo pozabijo na to državo. Kdo je že Srbija? Veš, to je isto. Govorimo o eni eurovizijski velesili, ki je gostila pesem Eurovizije, ne nazadnje. Ja, ampak kdo se to zdaj v resnici spomni, če nisi iz tega kraja, ne? Nasploh je cela bivša juga, recimo na stavnicah letos zelo, da rečem, pušla, ne? Črna Gora je bila skozi nazadnje je bil Hrvat čisto na koncu, mi smo bili tam nekje 26, 28 skozi, ne vem, da se ne bomo omaknili, no? Zdaj, ko smo ravno pri Penini. Penini smo že? To je to, kar sem rekla prej. Armenija. To je park iz Armenije. Moje osebno mnenje je, da pesmi nisem prav veliko slišal. Ne. Verjamem, da nismo slišali. Ja, ne vem, če je bilo kaj dosti da sliša sicer, ampak vama je bilo prijetno toplo med armenskim nastopom ali
popoln sploh ne. Meni je sam nastop mi ni bil slab, pa občudujem ga, kako je on tekal in potem še pel, ker se je videlo, da je zadihan, ko je šel tako dol, ne, ko se je tako razklonil. To mi je bilo zelo fascinantno. Pesem pa niti malo nisem začutila, meni je to na hard neko razbijanje, ni mi bilo všeč, res ne. Si bila kaj zadihana, Nika? A ne, to je to, kar sem prej rekla, pač enostavno jaz tega ne kupim. No. Jaz mu ne verjamem, da on to res čuti in če on ne čuti, mislim, če ti ne čutiš, pol verjetno on tudi ne čuti. Tako si mislim, da če ti čutiš pesem, ki jo predvajaš, da poljo drugi tudi čutijo. In enostavno pač fake. Ja. Tudi ne vem, kaj je hotel povedati s to pesmijo, mislim, da je prodajal pa res zgolj formo, da si je ravno čedno formo, ampak ja, točno to. Komad, ki si ga zagotovo ne bom nikoli zavrtel, ali kdorkoli, no. Ja, tudi to je Eurovizija, ne nazadnje, ne. Aha, en komad, ki malce deli mnenja, je med favoriti, drugi je na stavnicah, enim gre zelo na živce, enim je pa noro všeč. JJ iz Avstrije. Kontratenorist, ki gre izjemno visoko s svojim glasom, poje v Dunajski operi. Med nastopom je pokazal na tako plovbo po enem razburkanem morju, ne, naslov je Wasted Love, torej ljubezen, ki je bila potratena. Ne? V katerem klubu sta? Ja, jaz, ko sem to pesem slišala, Zvone je tako rekel, to je dunajski deček. Se čuje to tak, ne, te višine. V glavnem in vsakamo čas za te višine. Mislim, to je res enkraten vokalist, da to vse zmore, ker to so res višine. Jaz tudi pesem začutim, ko to teatralno, dramatično, tudi aranžma je dobro narejen, dovršen, nič ne bom rekla, ampak meni pač ta opera ne sede, ne vem, jaz ne poslušam opere, nič nimam proti operi, ampak pač, ker je ne poslušam, zato si tega komada recimo ne bi vrtela v avto. Ti tudi težko poješ tega komada zraven. Ja, pa še malo nerazumljivo mi je, čeprav je v angleščini, ko on začne s to višino, ne vem, jaz že tak, kaj govori točno. Tako da to, no, recimo. Si plula Nika z njim na te razburkanem morju? Jaz pa recimo za razliko od Natke sem full fan in opere in baleta. In če bi lahko bi v teatru bila res skos, meni je to ena lepših. Meni je to en lepših večerov v življenju, da lahko grem recimo v SNG, pa tam uživam recimo v predstavah in to je Avstrija. Ne. Žal mi je, da Avstrija recimo, ki ima tako bogato tradicijo, kulturo, vsega tega, da recimo prvič, da ima res dobro pesem, kvalitetno, oni pač Avstrijci, če jih tako pogledaš, oni niso znani. Ne. Tako mi je žal včasih, ko mislim, tudi Avstrijčaki. Ne. V bistvu, ne, Avstrijci so eni najbolj izobraženih, najlepšo kulturo, karkoli je Schönbrunn in vsa njihova zgodovina je prekrasna. Ne? In v bistvu oni to prekrivajo z neko to folkloro in s tem in mi je žal in on se mi zdi fantastičen. Vse to in kako je on to za to vodo speljal, mislim... Neurje, ne? Svetilniki, vse. Se tako napovedujejo, da bo zmagal. Na drugem mestu prekrasnje, prekrasnje. Jaz mislim, da ima možnost. Jaz moram priznati, da upam, da bo premagal to švedsko savno, ki je sicer strašno lušna za poslušati, ampak kaj pa če enkrat ne bi Švedska zmagala, recimo. Pa Avstrijci znajo res dobro Eurovizijo narediti, ne? 2015 je bila. Pa ti boš šel, ne? Absolutno gre. Kaj če bo Gracu? Boš doma spal lahko. Točno, ja. Kaj če bo Gracu? Ni rečeno, da bo Dunaj, ne? Tako. Ajde, navijamo za Avstrijo. Krasen. Aha, najbolj kontroverzni moment, komentirajte, kakor želite zdaj to. Izrael je v finalu. Lani je Eurovizijo spremljala ena tona protestov v Malmeju, letos je bilo tudi nekaj protestov ob tej turkizni preprogi na sprejemu, bilo je nekaj žvižgov, bilo je nekaj groženj. V dvorani pa letos žvižgov pravzaprav, kolikor vem, ni bilo. Gre za pevko, ki je bila sama ena od žrtev talcev Hamasa, preživela je, mislim, da ima šrapnela v nogi in skrivala se je med trupli nekaj časa. Tako da, težka zgodba. Kaj pravita? To je moj favorit.
Jaz to povem. Meni je ta pesem tako všeč in tako sem hvaležna, da jo zapoje nekaj tudi v angleščini, da razumem besedilo, ker mi je vse všeč od prvega do zadnjega, do vrhunca. Ta vrhunec me malo na Conchito Wurst spomni. A ne, da. Ker ona tudi tam na koncu tisti, ne, ja. Meni je to najljubša pesem, tako da jaz sem, ne zdaj zaradi zgodbe pa Izraela, pa tega sploh ne, jaz ko sem to slišala, sem rekla, to je to meni je to. Pričakovano, da je finalo, tako kot pač moja teorija zagovarja pač države, ki so aktualno v nekem pač kontekstu poročil in newsa pač normalno, da jaz mislim, da neko telo glasovalno je glasovalo zato, ker so za Izrael, nekaj pa veliko pa jih glasuje ravno zato, da bi videli njih v finalu, ravno zaradi tega, da bi se zgodilo še nekaj več. Ne. Jaz mislim, da je Eurosong večji kot vse vojne tega sveta. Mogel bi biti. In ona definitivno nič ni kriva in ima vso pravico tu nastopati, tako da jaz si želim vse dobro. Pesem je krasna in to je to. Preveč politike na Euroviziji nasploh morda? Absolutno. Veš, da. Vedno bilo, najbrž, ne? Aha, stran od Izraela, ja. In potem je prišla Erika in vzdihnila, kome. In potem je vzdušje postalo zelo drugačno v dvorani. Otroci so skoraj morali iti spat, jaz smo zdaj en požirek penine naredil. Erika. Še ne, dobra si, da Ih kome, ih šprice. Čin. Kako vam je všeč ta eden od dveh, da rečem, skoraj da mehko pornografskih nastopov? Meni ni preveč, no. Mislim. Jaz je ne bi niti enkrat več zavrtela, jaz ne čutim, ne čujem, je tudi neki favorit, neki gori, visoko, tako da jaz ob tej pesmi ne čutim nič, ženska je energična, poje, okej, super je, fajn zgleda, to pa je vse, ta pesem pa meni nič ne predstavlja. Tako da je hotela malo Lajbaha vključiti, no, da se tako, kome. Se pravim, tu spet moja teorija se totalno poklopi. Pač ljudje, ki polarizirajo na eno ali drugi pol, pač valjda kotirajo visoko, ne? To je pač to. Vse ta sex sales, veliki mikrofonki, šprica, bleščice, ona na pol naga, absolutno z preveč kilogrami, ne? Vse to, kar pač ni, ne, po nekem jusu. Je to en statement? To je statement. Jaz se čutim mogoče tu, da lahko komentiram. Ne. Jaz mislim, da ona pač s tem, da svoje te, bom rekla, pomanjkljivosti tako izpostavlja, torej to predvsem seks atribut za vsem, kar ima preveč na sebi, pač s tem hoče neke stvari zakriti. In to ne vem, jaz se mi zdi, da to ni potrebno. Si poslala Floro spat med tem nastopom? Če nisi med tem, si pa morda to naredila med nastopom Mirjane Korte iz Malte. Zelo podobno mnenje. Gospa je krepko jezdila to gumijasto telovadno žogo. Meni je komad všeč. Ja, se je mnogim. Meni je pesem ful všeč, ker mi je tako moderna, spominja me na ono, včasih izraelsko, ko je tudi neki Coca-Cola. I'm not your toy. To tam je tudi bila všeč. Ja, tam je tudi bila všeč. Kaj bi rekla, meni je ta pesem zelo, zelo všeč. Sploh refren mi je ful všeč. Serving. Mogoče nastop ne toliko, bi ga lahko bolj dodelali, bi lahko bil boljši. Kar se pa tiče teh žensk, so obilnejše in se toliko oblačijo, ne, predvsem tak, ne. Ne vem, jaz jih občudujem, ker so v bistvu, jaz mislim, da se one dobro počutijo v svoji koži. Da če greš ti tako prezentirati, pa se tako oblečeš, rečeš, evo, to sem, taka sem, jaz sem sama sebi super. Ne vem, zakaj bi potem šla in jaz jih glede tega občudujem. Nika, odkimavaš? Ja. Se pravim, jaz mislim, da sem jaz tu, pa se Denis tudi je mogoče, v tem, ker smo bila oba dva na obeh straneh, plus 30 kil, minus 30 kil. Pa ti si bila vedno suha, kaj? Ti ne moreš nič reči. Bodi debela, pa boš videla. Ja, res je to. Tako da, če lahko kaj povem, lahko jaz, ker sem imela
30, sem bila tu, absolutno. Jaz mislim, da se te ženske ne počutijo dobro v svojem telesu, nikakor ne. No pa si Ne ti, ko si moreš šla se. ven, si se tako oblekla. Nisi se tako Si oblekla. hopsala žogo. Ali pa ne, si dala tak gor, da se je face videlo, tvoje obline, te, ko jih imaš preveč. To jaz pri njih občudujem, da izpostavijo to, Ja, da se ti postavijo pravim, s bedro. tem, da zakrijo pod to pretvezo, meni je cool, jaz sem lepa, jaz sem seksi, pač, da je to fasada na fasado. In jaz tega ne verjamem, zato ker zdaj največji dokaz so, ne vem, in Bad Dito, in Lizo, in vse, ki so bile pionirke tega, za ko je Ozempik, so vse suhe. Zakaj? Če pa je bilo tako fajn biti debeli. Ja, Ni, res ne. je. Jaz vedno pravim pač tak, ne, v življenju, še enkrat povem, ker lahko to povem, ne. Ful težko je biti debel, ful težko, ker te vse tiši, ker ti je vedno vroče, ker ti nič v bistvu ne paše, pa pol to s pretvezo, nekako kak si ti seksi, pa lepa, pa kak nimaš gub. Samozavestna. Ja, pa kak nimaš gub, pa vse to kao. Po drugi strani pa biti suh, na drugi strani telovaditi vsake jutro, jesti vse to te džuse, kar smo se premenili zdaj. Ja, je pa work to Biti do. lačen, v bistvu, je tudi zelo težko. Tako da jaz vedno rečem choose your heart. Choose your heart, torej odloči se za svoje težko in pač furaj to. In pač te ženske pač so se odločile, da bojo na tej strani težkega in bojo pač to furale. Ampak jaz mislim, da v resnici dobena ni srečna. Torej misliš, da je za še eno od zgodb, ki jo poskušajo prodati na Euroviziji? Bo kmalu po Olimpiku posegla. Ja, Olimpiko. Viš, ona niti ne ve, kaj je to, ne? Ker je celo življenje suha. To pa ni res. Da smo prebodena, ne, nismo prebodena. Evo, se počasi bom... Pa Nemčije se mi sploh ne da komentirati, ker mislim, da je šla... Ali ja? Nam je bila Nemčija kakorkoli všeč za tem skoraj da Majorka trash komadom? Ne. Recimo oni so isto kot Velika Britanija, mislim, taka vele sila, toliko kulture, toliko nekih narodnosti, toliko vsega, pa nikoli na dobrega komada pošljajo. Habe, dabe, dube, daš, Štefan, rab naprej. Skozi neki, ono, da kaj rečeš, daj previ, Nemčija. Ja, točno to, ne, pa recimo ni taka 80 milijonov ljudi. Pa da enega ne najdejo, ko verjejo komad napiše. Kot da bi imeli izbor na eni regionalni televiziji. Pa recimo vse so probali, od največjih producentov bi se tega lotili, oni Štefan Rap je to fural, ne vem kaj vse, da bi to res spravili na neki nivo, pa nikakor. Ne. Pa je ostalo pri Leni, ne? In Satellite 2010. Ja, to je bilo njihova edina svetla točka. Za konec še ena balada in to je Loen iz Francije, gospod je skoraj zasul pesek na odr, en nov efekt je bil, ne, torej, boj, da ni bil pesek, bila je zmeta pluta, ker pesek ne sme biti na evrovizijskem odru, ker ga lahko poškoduje in lahko tudi komu zdrsne, ampak... Čakaj, pa to je padalo dol? Pa, jaz si mislim, pravzaprav, a veš, da ne vem, če je res padalo? Jaz ne vem, če je padalo, ker potem, ko sta oni dve ala čisle, je bilo čist malo, mislim, ne vem, ker smo mi zvonili, da bi se spraševala, bi že to pada ali je to odzadi? Mislim, da sem gledal, če pada, ne vem, če je padalo. Kakšne detajle, okej. Ni imela peska na sebi, torej oziroma plute na sebi. Je pa tretja na stavnicah. Zelo lepa pesem. Meni je to v ligi Črne gore, pač balada. Recimo, nismo omenili, tudi Grčija mi je bila tudi všeč, ful lepa pesem. Tak, recimo, to so tak, recimo, tak res lepo, no. Res Grčije, pa jaz nisem začutila. Res? Ne. Meni pa tako, ko sem gledala tisti priznati, spot, tako sem si najprej mislila, kako češko, no, mislim, veš, Grčija je tudi neka država, ko si misliš, ne, pa od Helene Paparico dalje jo nekako vedno imaš neki, ne. Ampak tako pa sem si mislila, ona tam stoji pri tistih otokih, sončni zahod, recimo to bi lahko bilo pri nas na Pagu posneto, tu je, veš, ono tako mi je bilo, ono, ja, pa če to so oni, vse v bistvu oni niso, veš, tako, ne vem, lepo se mi je zdelo. Najmanj sem začutila Litvo, to je ta boy band, kaj še. A je boy band, ala Joker Out. To je bil pa Ala Joker Out. Pa tako se mi je... Meni je to bilo tako... Meni je to bil, moram priznati... Lepi fantje, ko nekaj mal žagajo. Žaga, ja. Za mene je bil to, kot pravijo v žargonu, toilet break komad in sem ga tudi izkoristil in sem šel vmes na stranišče. Ker mi res, poznal sem komad in mi ni všeč. Nič ne vidimo v njem, nič ne najdemo v njem. Ne vem, kaj je ta komad pripeljalo v finale, ampak ljudje so očitno nekaj... Tako bo Nika rekla, že kakšna...
Verjetno v tistem nekem predelu, ker vi Ja. morate vedeti, da tam, recimo Baltik, pa tiste severne države, tam je ena velika masa ljudi, ne, ki jo mi, ne, tam je milijoni in milijoni ljudi, tako kot recimo Balkan. Ne, in če se tam nekaj zgodi, potem ves tisti njihov del, ne, verjetno In vse glasuje. Baltik je letos noter v finalu in cela Skandinavija je letos Ja. v finalu. Samo Ne. nas ni. Ne. Si upamo napovedati zmagovalca, prihajamo zdaj v naš iztek. Jaz bi še samo pokomentirala Absolutno. Avstralija. Milkshake, man. A ti je bil všeč njegov mešalec na odru, blender? Milkshake meni se mi je zdaj tako res, ko presekaš, pa se zrugaš iz vsega, kaj lahko. Res, in mi je bilo tako the best in mi je po eni strani žal, da ni prišel naprej, ker mi je tako ta vse ta message lahkotnosti v bistvu vseeno pa nekaj od zadaj, da imaš nekaj zapovedati, meni je to všeč. Ne. Meni je všeč, da je v bistvu zgledaš kot naslovnica Voga, ne, notri pa si v bistvu roman Dostojevskega. Ne. Da vseeno Si našla toliko globine v tem komadu? Res? cela njegova Kje si kopala? Dobro si, ej. Ma dobro si, ej. Ker jaz sem našel samo en zelo dvoumno sporočilo v tem milkshakeu. Pa jaz pa Viš, mislim, samo da vidiš, ni kako smo tako ful različni. dvo- Pa Jaz to je- mislim, da Viš, to kako ni smo samo različni. dvoumno sporočilo. Jaz mislim, da v bistvu to, kar on predstavlja, da je kao, vse to milkshake in to seks in vse to, kar on nakazuje, da to sploh ni... Prosti. Da sploh to ni Znesi se na message, mikrofona, ja. da to sploh ni message komada, ne. Da je message čist nekaj A drugega. misliš, da imamo zgolj mi pokvarjene misli, ne? Ja, ti imaš pokvar. Svija svinsko misli, bi rekla moja babica. ja. Si upamo napovedati zmagovalca? Jaz lahko imam samo željo, kdo bo zmagal. No. Pač Avstrija. Avstrija. Jaz mislim, da je zelo velika možnost, da zmaga Avstrija pa Švedska, ne? Ampak Čutim grenkobo zdaj v glasu. mislim, jaz moram povedati, da nikoli ne zmaga tisti, ko si jaz želim. Ja, Nikoli. to sem jaz Nikoli. isto. Nikoli. Tako da tudi vem, da letos ne bo verjetno, no, jaz sem definitivno za Izrael, no nismo omenili Španije, ki mi je bila zelo všeč. Tu je Španija. dobra koreografija, dobra bejba, sposobna, mislim, mi je bil tudi komad tako veličasten, mislim, kar tipično, malo eurovizijski, no. Ja, Tako da je to komad za en španski gej klub. Tak, res prav vidim, Ja. kak se zvijajo. Se lepo muvajo, pa potem vrhunec, ne. To je tu nekje. No, drugače, Nizozemska, Črnček mi je tudi bil všeč. Tam je tudi bil zelo všeč. Tudi meni, to pa je ta pa iz prvega polfinala in je zelo visoko, ne na zadnje, mu kar dobro kaže. No, upam, da ga ne bodo zdaj vsi ti veliki favoriti malce povozili. Smo še koga spregledali, takega od... Pravzaprav niti ne. No, kdo pa je tvoj? Si rekel Švica? Ja, meni kot osebni izbor mi je res, pa to se je zgodilo ta teden, ni mi bila prav všeč, švicarska res? predstavnica Zoe Mi, zatem res počasni vojaž komadom, nič se ne zgodi na odru, mislim, to je komad, ki ti upočasni prebavo, ampak je čudovit. Čakaj, pa ni bil v angleščini. Bil je v francoščini. Ja. Razumeš francosko? Ne, ampak kar je odličen znak, da ta komad Ja, se mislim, te to je dotakne, pa ne. tako vrhunsko zmagajo, da nič ne razumemo. Ja. Ne, tema na odru, nič se ne zgodi. Jaz pa sem bil zelo naježen, ko sem jo gledal. Ne vem, čutim neko lepo melanholijo recimo, v tem komadu. Realno pa mislim, da Švedska ne bo zmagala, ker je mogoče že kar preveč očiten favorit, pa stavim na Avstrijo. No? O, lepo. Ja, tudi tu nekje smo. Ne? Evrovizijski teden se čisto počasi, zanesljivo izteka, življenje se bo nadaljevalo, mislim, kakorkoli se naše življenje bo šlo naprej. Kaj pa vaju čaka v naslednjih tednih, mesecih? Vedno se kaj dogaja, vedno kaj pripravljate. Ja, jaz sem zdaj veliko dela s plesno šolo, zaključek plesne šole prihaja, potem imamo tudi poletni tabor, tako da se na to pripravljamo. Drugače pa z Popstarsi smo posneli celo ulico Nori, novo pesem, v bistvu, da še malo pozabavamo ljudi in še enkrat povabimo vse Mariborčane 10.10., da pridete si nas ogledat na veliko Popstars eksplozijo, Power Dancers, Game Over, Sebastian
in Bipop. Za mene skoraj druga Eurovizija. Evrovizija. Ko me čakam že mesece. Ja. na to. Jaz lahko povem eno anekdoto, ne, ki jo Daj. imam za Power Dancers. Ne. Res, daj povej. Ja, to ne vem, če veš ti, ne, ampak jaz sem bila vedno full snowboarderka in smučarka in bili smo skaterji in smo vedno poslušali pač da si neke flisala. NoFX in take stvari, pač to hard muziko. Ampak največji fani pa smo bili Power Dancers. Ne. Res. In vedno smo se vozili na tekme in na priprave in smo imeli CD v avtu. CD, takrat so že bili CD-ji. Have fun or die trying. In smo vedno to nabijali in repali, vsi, ki ste še slabe volje, ne se jezice, v bolje Power Dancers poskrbijo, da vas pete za Srbijo. Roke v zraku valovijo, vsak občuti melodijo, tehno ritem, to je pravo, tisto pravo za zabavo. Kaj si ti nora? Vemo, kje bo nika oktobra, ne? Poslušajte, in enkrat Veš, smo kaj se... je pesem, je to je prva plata. Ja, in pazi, in mi se enkrat peljemo, jaz ne bom to nikoli povedala, na državno prvenstvo, mislim, da je bilo na Kaninu ali na Krvavcu, ne spomnim se več točno, mi se peljemo. Ne vem, smo šli zvečer, skratka mi se peljemo in naenkrat mi prehitevamo avto in Power Dancers, avto, zraven nas na avtocesti. In mi, ne, daj CD ven. In vi CD ven skozi okno in jaz CD ven, ne vem, če se to ve spomnite, CD ven skozi okno, to ti imaš in vam ga kažem, in vem se ful, wow, verjetno ste šli na kakšni Špil, ja, pa vi pa svoj. In pol smo se še mal prehitevali gor dol, ampak mi smo pol še to bolj nabijali, valjda največji Ful fani. dobro. Jaz se spomnim, ko sem tudi nekje v Ful teh sem letih, vesela. ko sem videl tudi nekje na ulici in sem na drugi strani pločnika videl Natko. In tako mislim, da sem potem čisto vsem povedal, da sem videl Natko na drugi V Mariboru. no. Mariboru, seveda Mariboru. Tako da, naša tajči, evo. Ne? Ja, tako da res. veš, da smo bili fani tudi tu. No. Tako da, ja. Lepo. En tak potovalni del leta prihaja, svet radi odkrivamo v lepih mesecih, ali pa se sproščamo, ali lenarimo, ali smo zgolj fajhni 2 tedna skupaj, karkoli. V nekem resortu. Kam vaju vleče, radi potujete, boste kaj odkrivali svet, ali kje boste počivali to poletje? Pa ja, jaz rada potujem, ampak poletje se mi zdi, da je tako bolj, tako si rekel, ker maj, juni je za mene kar tako 3 decembri skupaj, res ful delavn, tako da potem ponavadi julija malo nekje ugasnem na kakšni plaži, na kakšnem pomolu, malo knjigica, tako si rekel, malo drinki. Ohromljena 2 Ja, tedna. da malo razmišljaš samo, kaj boš jedel pa pil tisti dan, niti že ne za 2 dni naprej. In to je to, ker pol september pa je spet seveda mali december, ne. Pa kako hitro pride ta december, ne? Groza. Tako da to je to, v bistvu kaj dosti več kot kakšna lepa hrvaška obala. Ti imaš en svoj otok. Moj najljubši otok. To je otok Pag. Na Pagu si To je pač meni, ne vem, ko vsi To ni čakajo. Novali? Ne, da sem tam v neki vasi. Ampak Ščanka. ja, ne, Pag je tako kot jaz, v bistvu otok velikih nasprotij. V bistvu je otok, kjer imaš restauracijo z Michelinovo zvezdico, kjer imaš Zrče, najjače klube, najjače zvezde, kaj lahko si sploh zamisliš klubske scene. Ne. Po drugi strani pa vasi, kjer pač še vedno koljajo ovce na vrtu zjutraj in kuhajo tudi njihov šnups in pač živijo tako pred 150 leti. To mi je všeč. Čak, doma Mišelinko na Pagu. Puškinac. Vidiš. Prosim, nikar ne zakoli ovce na vrtu zjutraj nekomu. Jaz ne, moji sosedi pa to skozi delajo. Natka, si kaj potovalnega duha? Jaz sem nora potovalnega duha, mi dva s Monetom zelo veliko potujemo, tu z družino. Februarja smo bili na Filipinih z mojim bratom in večjo družbo, ker smo praznovali 7. obletnico poroke, ker smo se tam poročili z mojim bratom skupaj. Tako da na enem otoku Boracay, ki je moj najljubši otok, kjer sem do zdaj bila, mislim, mi je res zelo, zelo všeč in še se bom vračala. Drugače pa za julij planiramo, da greva v Singapur, Bali pa Gili. No. Jaz bi Gilije priporočala ljudem, ker so to taki neznani otoki, no, vsi bolj hodijo na Bali, meni pa Bali sploh ni toliko všeč, ko so mi Gili, to so 3 otočki, zraven spadajo pod Lombok, to so Gili, Travangan, pa Meno.
Vsi so fantastični, imaš enega, kjer je zabava in Meno je bolj tak za mladoporočence, Eri je pa nekaj takega sredinskega. Tako da sem že bila tam 2-krat in mi je bilo zelo všeč, tako da grem še enkrat. Bil sem na Borakaju, na Baliju še pa ne. Si bil na Borakaju? Bil sem na Borakaju in je res tako lepo, kot si rekla. No? Na kilometer ene lepe bele mivke, palme, kokosti na glavo pade, kadarkoli. Pa imaš tudi zabavo, imaš zabavo, imaš vse mir, imaš, vse imaš. Noro. Ker bi vam rad malo polepšal vajno odkrivanje sveta to poletje in ker je najboljši prijatelj slačilnice, Evrovizijske slačilnice, turistična agencija Sonček. Pridi na Sonček, najlepši del življenja. Preko 30 destinacij iz Ljubljane in bližnjih letališč. Obišči Sonček, obišči svet. Pridi na Sonček, ker Sonček je za vse. Očaljiva Anja, ena darilca imamo za naši simpatični gosti. Wow. En Sonček vam je pripravil en tak lušen paketek vsega, kar boste potrebovali na dopustu. Bomo malo bomo Hvala, pobrali, Nika, Sonček. izvoli. Natka, izvoli. Noter, če se da samo kateri malo ven potegniti, mislim, da je ena velika brisača, Wow, da the boste na best, to suhem. vedno rabiš. Potem ta etui za bolje to za podvodno fotografiranje. Pa noter še ena moja najljubša stvar. To je reč. A je to ono? Karte za enko, ki jo jaz še vedno ne znam igrati. Tudi od, Še ne znaš igrati? Ne, tudi. Jaz mislim, da smo mi v koroni na zadnje igrali, kar nekaj z otroci, čeprav imam velike, ampak tako smo vse igrali. Vsi to ful mečejo na mizo, pa jaz pa ne vem, kaj počneš. Mi bo ta To je razgovor. igra, ki je Ja. končala največ prijateljstev, veš to, ne? Enka Ja, in ne flaša resnice. To je igra, ki je končala največ prijateljstev. Ker ko mu štirikrat zaporedoma vržeš gor 4+, ne, je konec prijateljstva za vse. Ja. Dragi moji, bili sta nad dobri gosti, moram reči, vsako sekundo sem užival z vama v tem evrovizijskem komentiranju in vsem. Kaj ne rečem, Seveda. želim vama nepozabni evrovizijski finale, če ga boste spremljali. Ja, jaz bom z veseljem. Pa naj bo Avstrija, Izrael, karkoli, Litva, ne. Pa naj bo Avstrija, da lahko ti drugo leto greš tako blizu. Da lahko greš z vlakom Ja, da boš spet na- tam, Nika bo tudi verjetno tam. Seveda. Ja, Da me slovenske železnice podprejo na poti na No, Eurovizijo, evo, recimo, ne. Da bo sponzor. Evo, srečna Ajde, Eurovizija Opa. in hvala vama. hvala tebi. Dragi naši, hvala lepa, ker ste spremljali še eno posebno eurovizijsko slačilnico. Posledite nas, spremljajte nas, veste, na večer.com, na Spotifyju, na Apple Podcast, kjerkoli smo. In saj veste, ne, kako pravimo, kaj se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa... Ja, super.